je bil pred 3 leti moj najljubši električni avtomobil. Bizarno, ne? Ker ravno električni del je bil njegova največja šibkost, zato ker je bila poraba večja kot pri podobnih avtih in tudi polnjenje je bilo občutno počasnejše kot pri ostalih, zato so bili menda prvi lastniki precej nejevoljni. No, Toyota tega ne mara, zato so zdaj ob prenovi velik del energije usmerili ravno v to področje. Moja naloga pa je, no pa tudi zato, ker me firbac matra, da ugotovim, kako je zdaj s tem. Kako hitro se polni, sicer ne bom mogel pogledati, ker so mi avto napolnili, se pa kar nekaj časa preganjam po navadnih cestah, evo, pa tudi po brezpotih, tamle zadaj je Gibraltar, zato bo ob koncu dneva več jasno. Okoli Malage se potepam tokrat, predvidoma na moji poti ne bo veliko avtocest, sem pa namenoma izbral bolj zahtevno in terensko traso, ki me bo vodila tudi preko peščenih delov, da se bo moral BZ4X mal namatrati. Zato sem vzel tudi ta hudo različico s 4-kolesnim pogonom. No, zakaj mi je 300 meters. You will arrive at your destination. No, zakaj mi je bil pred 3 leti BZ tako všeč? Vem, še vedno zelo simpatično ime smo se hecali v uredništvu, da to pomeni Busy 4X, se pravi, nimam cajta za bivšo. Zapeljati je bil tole eden najbolj prijetnih križancev, električnih sploh in takšen je v bistvu še vedno. Krmiljenje je vrhunsko in naravno prav mesnato, zelo komunikativno, podvozje pa neverjetno dobro uigrano in izjemno udobno. Se vidi, da je imel prste tukaj vmes Subaru. Zakaj je to pomembno? Ker se boste naokoli vozili tako udobno, da boste dejansko pozabili, da upravljate avtomobil. Pretresanja praktično ni, položaj za volanom je zelo dober, preglednost je dobra in z voznega stališča štima čisto vse. Predvsem pa je ta med električnimi predstavniki skoraj edini, ki blesti na terenu. In to konkretno. Ampak to še ni test, tisti še pride doma. Malo so spremenili sprednjo masko, temu pri Toyoti rečejo hammerhead oziroma kladvenica po slovensko, to je tale morski pes. Zdaj pri Toyoti pravijo, da je ta gobač še bolj agresiven, ampak meni se dejansko zdi bolj umirjen oziroma manj polarizira. Večini bo bolj všeč in tudi bolj moderno izgleda. Dno vozila je zdaj bolje zaščiteno, zato je nekoliko manjši tudi količnik zračnega upora, zadaj pa BZ ostaja bolj ali manj enak. No, kakšno malenkost so najbrž že spremenili, ampak jaz niti ne opazim tega. Notranjost je zakon. Zaključimo kar s tem? Ne? Ok, potem povem zakaj. Spremenili so tale osrednji del in zamenjali mal vrstni red. Prej je bila prestavna ročica spredaj, pa odlagališča zadaj, zdaj je vse skupaj obratno in mi je veliko bolj simpatično. Tudi tale del pri merilnikih so nekoliko spremenili oziroma predvsem odstranili plastiko, ki je bila potem na obeh teh delih, tako da vse skupaj zdaj izgleda veliko bolj moderno. Na sredini imam še vedno velik zaslon s 14 palci in s precej dobrim vmesnikom. Super in uporabno je notranjost tudi zato, ker imam ogromno fizičnih stikal. Evo, tukaj pa na sredini, na volanskem obroču in celo tukaj le so. Krasno. Potem so pa še stvari, ki jih v bistvu ne boste tako opazili, naprimer, da telefon lahko zdaj polnite s 60 W moči, ne samo s 15, pa da je klimatska naprava bolj učinkovita in da bateriji lahko ukažete, da se predhodno ogreje in pripravi na polnjenje. Zato grem lahko kar k najpomembnejši stvari, vsaj zame, celotnemu pogonskemu sklopu. Dve bateriji sta bojda novi in manjša ponuja 57,7 kWh, večja pa 73,1 kWh, to sta bruto vrednosti, polnita se bateriji z največ 150 kW moči, kar pomeni, da se bo ta velika od 10 do 80% napolnila v 28 minutah. To je že kar v redu in predvsem mnogo bolje kot prej. Ogrevanje in priprava baterije se lahko samodejno zažene že s tem, ko boste cilj in polnilnico vnesli v navigacijo, torej nekako samodejno. BZ4X lahko izberete s sprednjim ali pa 4-kolesnim pogonom, šibkejši ima 165 kW moči, to je 224 konjičkov, tale AVD, ki ga vozim jaz, ima pa 252 kW moči oziroma 343 konjičkov, zato leti kot šus. In AVD lahko vleče do 1,5 tone težko prikolico, polnilnik je pa tukaj lahko celo 22 kW. Tile vozni programi zagotavljajo dobre terenske sposobnosti, ampak jih v bistvu danes ne potrebujem, čeprav je na nekaterih delih podlaga že precej zoprna, pa gre vsem kot po maslu.
Evo, po celem dnevu voženja je moja poraba takšna. Meni se zdi precej dobra, ker sem se kar veliko preganjal po teh hribih tukajle, kar pomeni, da so pri Toyoti naredili en velik napredek naprej in vsaj zame odpravili edino resno hibo, ki jo je ta avto prej imel. So pa predstavili tudi BZ4X Touring. Evo ga, to je pa takšen karavan, ki je v bistvu tehnično soroden temu avtomobilu, samo da mi je še za pogledat veliko bolj všeč, pa še bolj družinsko uporaben se mi zdi. Predvsem me pa spominja na nekdanji Subaru Outback, ki je bil pa itak eden najbolj vsestranskih avtomobilov nasploh. In zdaj mi je tisto mogoče še bolj všeč. Pa sej ti si tudi v redu. Greva domov, sej sva se imela fino danes.